7. avgusta občina Kranjska Gora praznuje svoj občinski praznik. Leta 1892 je Jakob Aljaž postavil stolp vrh Triglava in prav ta dan si je občina izbrala za svoj praznik. Na predvečer tega praznika pa je župan občine Kranjska Gora Jani Hrovat podelil zasluženim priznanja Društvu Gorske reševalne službe Kranjska Gora, Janiju Pircu in Brigiti Zajšek iz Mojstrane in pa seveda Franju Potočniku za svoje dosežke, predvsem za vzpone. Njegovo delo je zelo plodovito, pestro, zanimivo, dinamično, kljub njegovim 87 letom. Iskrene čestitke tudi v imenu GTV Gorenjske televizije vsem nagrajencem. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, ki ga praznujete 7. avgusta 1895, ko je Aljaž postavil stolp vrh Triglava. Ja, najlepša hvala tudi vsem gledalkam in gledalcem Gorenjske televizije, predvsem pa našim občankam in občanom občine Kranjska Gora. Želim vesel in seveda zadovoljen praznik. Tako kot ste rekla, praznujemo danes že 127. obletnico postavitve Aljaževega stolpa, ki je bil tudi vzeto za naš občinski praznik in res dogodek, ki je v naših krajih zaznamoval zgodovino.
No, uspešno je bilo to leto in ne samo to leto, vseh 8 let, odkar ste župan, v letošnjem letu številni projekti in seveda ena večjih investicij pa prav gotovo vrtec v Mojstrani in za njim že igrišče zadaj. Ja, seveda proračun je rekorden, tukaj tudi z vlado in seveda z evropskimi sredstvi dosegamo res neslutene številke, tako da lahko investiramo po celi občini. V bistvu nimamo niti izvajalcev zadovoljivo število ekip, da bi lahko čisto vse tako, kot si želimo, izvedli, ampak verjamem, da večino zadev bomo. Tudi tako, kot sem že prej omenil, izredno smo zadovoljni z pridobljenimi evropskimi sredstvi letošnjem letu in lanskem letu, ki so presegli 2 milijona evrov in s tem smo kar veliki investicij lahko delno ali v celoti pokrili od vrtca, prizidka, vodohrama, investicije v hudourniške struge in zdaj na koncu smo izredno zadovoljni še teh 8 milijonov nepovratnih sredstev, ki jih je pridobila družba Ski Kranjska Gora, ki bo z svojimi 4 dodatnimi milijoni lastnega kapitala dosegla 12-milijonsko novo investicijo ob 8-milijonski sedajšnji. To pomeni 20 milijonov investicije v žičničarsko infrastrukturo v 3 letih in to mislim, da bo v Sloveniji daleč na prvem mestu in verjamem, da bo to tudi zadostno in razlog za prepričati smučarje, da bojo v Kranjsko Goro v zimski sezoni še naprej tako zvesto zahajali in bomo ostali številka 1. No in seveda ne smeva brez nordijskega prvenstva v letu 2023, ki nas čaka v Planici, le še 198 dni nas loči do tega dogodka. Ja, tako kot kaže semafor tukaj za prireditvenim prostorom, odštevalnik, ki kaže tako, kot ste povedali, 198 dni, pomeni, da se bo ta največji v bistvu dogodek, športni dogodek v Sloveniji v zadnjem času dogodil v februarju in da bo, upajmo, tudi uspešno speljanje se kar v bistvu majčkeno bojim kakšnih nepredvidenih dogodkov, ampak poglejte, bodimo optimisti, verjamemo, da se tudi ta vojna v Ukrajini počasi ustavi, da se topovi ohladijo, da se začne diplomacija, da se tudi covid zvodeni in da bo ta prvenstvo res prvenstvo vseh športnikov, enakovredno prvenstvo in velik dogodek za obiskovalce, seveda tudi za občanke in občane občine Kranjska Gora, ki so kot organizatorji na vsakem koraku tudi vpeti v ta res veličasten dogodek, ki nas čaka. Hvala. Iskrene čestitke in hvala lepa. Hvala. Franjo Potočnik, v obrazložitvi smo slišali, vaše življenje je zelo pestro, plodovito, uspešno in če bi se dotaknila vsega tega, kar smo slišali, kaj izmed tega vam je bilo najljubše? Je to stati na vrhu Triglava Aljažev stolp? Ja, to je samo ena od mnogih stvari, namreč jaz imam toliko hobijev, tako da sem kar malo raztrgan, občasno. Ampak zdaj na stara leta pa največ kar pišem pa hodim. Prej je bilo pa tega še različnih stvari. Tudi vsi športi me zanimajo. Čeprav nisem sam sodeloval v različnih športih, ampak angažiran sem pa bil zelo. Seveda, saj ste imeli tudi uspešno športno kariero, kaj ne? Ja, tako bi bilo. Namreč jaz sem na kmete gor rasel in jaz enostavno nisem imel časa za trening. Jaz sem samo na tekme hodil. In v 10 dneh sem prvič smuče so mi namontirali na tečaju, sem prišel v reprezentanco pri 19 letih in niso mogli verjeti, ampak to so talenti, zato sem pa jaz prevzel, sem nehal sam teči,
da sem vzgajal mlade, ne. 18 let sem bil trener, pa tudi 2 sem do olimpijade spravil, ne. Ker sem razmišljal o tem, koliko je takih talentov, kakor jaz, ampak ne odkritih, ne. Ali pa možnosti niso imeli. No, kot ste rekli, letos še na Triglav niste bil, ampak niste še rekel zadnje besede, septembra se ponovno povzpnete. Ja, september, oktober, če napade, to so najlepši meseci za hribe. Barva, to je taka barvitost. Tudi vidiš, poj žival pride, k ni več tistega džumbusa, po domač povedan, ljudi in se vrača tudi gamsi, drugi stvari na pota v bližino, drugače pa to vse omahne. In največ pa jaz hodim po noč, štartam, tako da se izognem ploham. Jaz sem ponavadi v poldan doma, ne. Iskrene čestitke ob tem priznanju in še veliko vzponov na vrhu Triglava. Hvala lepa. Aleš Robič, Društvo Gorske reševalne službe Kranjska Gora letos dobiva priznanje tukaj na trgu na Gorici in seveda nedaleč stran od tu je bila v hotelu Razor, nekdanjem hotelu, leta 1912 ustanovljena Društvo Gorske reševalne službe. Tako je, to pomeni, da letos praznujemo 110. obletnico in v okviru našega praznovanja smo veseli tudi priznanja lokalne skupnosti, v kateri uživamo po našem mnenju določeno mero ugleda in spoštovanja, tako da smo tega priznanja posebno veseli. Kako se spominjate vašega reševanja v gorah v začetku? Veste, veliko se ni spremenilo, res je veliko več tehnike, na pomoč prihaja vse modernejše pripomočki, helikopterji, sanke, vse mogoče, ampak po noči v slabem vremenu je pa situacija precej podobna, veliko truda, nevarnosti in težkega dela. No, tu vam je verjetno velik pripomoček, oprema se je spremenila od reševanja s helikopterjem in tudi nocoj vam je župan obljubil, da dobite, če ne morete s helikopterjem na reševanje, sani. To je en pripomoček, na katerega računamo predvsem v prihajajočem svetovnem prvenstvu v Planici. Na progah tekaških bodo te sanke veliko pripomogle k uspešnim intervencijam, tako da smo sani zelo veseli. Predno vam čestitam, pa še en apel vsem tistim, ki letijo v gore, kot slišimo, pa dan na dan večkrat leti helikopter na reševanje in verjetno vi tudi na klasično reševanje. Ja, z vrhuncem turistične sezone je reševanj potrebnih in nepotrebnih zmeraj več, tako da, kot že mnogokrat, v gore s pametjo, dovolj zgodaj, izogibajte se vročine, lotevajte se pohodov, ki ste jim kos. Kakor sem pa že rekel, gore zaslužijo naše spoštovanje, ga pa tudi zahtevajo. Pravijo pa, da gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor, ne? Ja, predvsem tisti gre nepripravljen gor. Pomembna je oprema, posebno to. Danes oprema sploh ni več problematična. Na trgu je opreme, problem je, ker je ljudje ne uporabljajo ali pa je ne znajo uporabljati. V gore hodi zmeraj več ljudi, ki niso po duši hribovci, ki grejo zaradi selfija, da se prikažejo na družabnih omrežjih in s temi imamo največ slabih izkušenj. In zaradi selfija se velikokrat pripeti tudi nesreča. Nažalost, ja. Iskrene čestitke vsem skupaj, ki rešujete življenja, vsem tistim, ki hodijo v gore. Hvala lepa.
Brigita Pirc in Jani Zajšek, skupno sta dobila nocoj priznanje za 20 let uspešnega dela na mojstranskih žičnicah, ki ste jih uspela obvarovati v 20 letih. Kako se spominjata začetka, Jani? Ja, začetki so bili bolj tako, bi rekel, težki, ampak nekeno zadovoljstvo, mlajša sta bila. Imela sem zadovoljstvo, da bova probala to žičnico rešiti. Seveda bilo to s pomočjo pokojnega Božidarja Andolška, Dolenca, kakor je to žičnico kupil in jo je pa v bistvu tudi nama dal v upravljanje, se niti ni vtikal v to, zmeraj je govoril, vidva vodita to po svoje, tako da bo laufal, tako da bo ta preživela, da bo tako karkoli. Tako da, borba je bila, skozi je bila borba od začetka, pač te zime so nam malo nagajale, snega ni bilo, ampak je pa, zdaj, če se spomnim na vse te noči, ko sem jih prebedil tam na žičanc, in zadovoljstvo je pa vseeno. Otroci smučajo, žičanca je v dosti dobrem stanju, zdaj smo jo pustili, tako da je eno zadovoljstvo, čeprav, če se pa malo bolj spomniš nazaj, pa bilo res garanje, pa veliko neprespano. Obenem pa tudi pohvala županu občine Kranjska Gora, Janiju Hrovatu, da je dal denar, da lahko smučajo tudi tisti, ki sicer ne bi mogli. Ja, seveda, to je vsekakor. S to gesto, kakor je naredil, v bistvu ne samo za mojstranške otroke, tudi za kranjskogorske, to je res, bi rekel, taka super ideja. Zdaj on prav, sicer da jo je to pobral nek v Avstriji, Italiji, kakorkoli, to nima veze. V glavnem, to je res s temu fejst nazaj vrnil smučanje otrokom, koliko smo ga mi včasih imeli, v bistvu pa ga niso imeli nekaj časa, tako da zdaj pa to vsem dostopen, noben ne more reči, da ne more smučati, res. Vsa čast, pa tudi, kar je nam pomagal, pač z nakupom topov, tudi prejšnji župan, Jure Žerjav, ki s tem začel, oba moram pohvaliti, kar se tega tiče. So nam nekaj pomagali, tako da vsaka pomoč je pa dobrodošla. Veliko truda, energije in volje, Brigita, je bilo potrebno vloženega v vseh teh 20 letih. Ja, res je. Vidva pa sta aktivna tudi v turističnem društvu Dovje Mojstrana in zato za 20 let dela na žičnicah in za uspešno delo v turističnem društvu, pa verjetno bosta nadaljevala še naprej tole današnje priznanje. Kaj to za vaju pomeni? Sam priznanje tako, da tudi, kdo zna ceniti ta del, kakor ga v bistvu vlagava. Je pa tako, mi dva tako hočemo nekako malo turizma živeti. Prej sva že mislila, da bi prej živela malo, glede samega smučišča, ampak to ni šlo. Tam se ni šlo. Zdaj imamo pa tudi doma apartmaje, imamo sobe. Nekaj tako in del denarja se zasluži s turizmom, zato je tudi treba, jaz mislim, nekaj vrniti. Zato z veseljem, karkoli se v Mojstranu dogaja, probamo pomagati, probamo sodelovati s temu. Naj povem, da tudi, ta zadnjih 10 let sem tudi tekaško progo zmeraj brezplačno vlekel, sem jo vzdrževal. Pa ne zdaj to, da mi občina ni hotela plačati. Občina me je skozi, v bistvu Turizem Kranjska Gora me je skozi, da naj stavim račun, da to, ampak ne, to je bil moj tak doprinos, ker če nekaj dobiš, moraš tudi nekaj nazaj dati. Sta pa ponosna, da vaju je lokalna skupnost opazila oziroma vaju nagradila in iskrene čestitke tudi v imenu gledalk in gledalcev Gorenjske televizije. Hvala lepa vsem.